pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sem trenutno samo Matevž in sem na poti iz Ljubljane proti Mariboru. V Celju se mi bo pridružil še Robi in skupaj bo nadaljevala pot proti Mariboru na prvi BIMatlon, ki ga prirejata skupaj združenje SIBIM in pa Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Mislim, da je ta BIMatlon en izmed prvih takšnih dogodkov v Sloveniji in prav zanimivo bo videti, kaj bodo skupine, ki bodo sodelovali na tem dogodku, pripravile, kako se bodo lotile vseh tistih tehničnih zahtev, ki bodo postavljene pred njih, se pravi vse tiste stvari, o katerih sicer govorimo tudi na tem podcastu. Naj povem za začetek še to, da BIMatlon poteka skupaj z drugo konferenco SIBIM. No, ta se bo odvila v petek, 25.11., se pravi jutri, prav tako v Mariboru. No, sedaj pa lepo počasi proti Celju, da poberem še Robija. Živijo, Robi. Zdravo. Torej, midva se že na poti iz Celja proti Mariboru. 20 km pred Mariborom. Robi, kaj misliš, kaj lahko pričakuješ na tem prvem BIMatlonu? Ja, kot vemo, sta se prijavile 3 skupine. Če malo povzamem 3 skupine, po napovedih je ena malo bolj številčno obsežna, 200 pa malo manjši skupini. Vsi napovedujejo, da bojo pripravili projekt take enodružinske hiše, verjetno glede na prilagojeno glede na število udeležencev v skupini. In bomo videli. Jaz pričakujem, da bo, zanimive modele. Je pa v bistvu do neke mere zanimivo, da so se predvsem, da so se najbrž predvidevam, da so to študenti. In da so se očitno zorganizirali, prišli in bodo v bistvu dejansko pokazali, kaj znajo oziroma kaj jih zanima. Ja, eni tudi obljubljajo, da bojo pripravili model v več programih, tako da bo zelo zanimivo videti, kako bojo te programe povezovali med sabo in tudi, če bojo imeli kakšne težave. To je tista naša tema, v bistvu okoli Open BIM-a in IFC-jo, tako da me prav zanima, koliko sten bo manjkalo v teh prenosih iz programa v program. Ja, zanimivo bo tudi videti, če bojo to pokazali, ali bojo poskušali skriti. Sej to dela, ne? Te stene pa te stvari delajo, ampak takrat najbolj, ko se pa dali kakšne neke čudne podatke zraven, kot neke lastnosti, pa bo vprašanje, če bi se tole čisto prenesel. Ja, k sreči ne bo nekih referenčnih modelov, da bi lahko primerjali količine med sabo. K sreči za skupine verjetno. Ampak jaz vseeno pričakujem, ena od skupin je obljubljala model na nivoju, precej razdelanem nivoju, tako da me res zanima, če bo uspel pripraviti v enem dnevu do take faze. Ja, v bistvu je mogoče ne čisto pošteno, da so različne velike skupine, ampak najbrž bo to delno vplivalo na konc tudi na samo ceno, kaj bodo, recimo, skupina 8-10 sposobna pripraviti danes do 6 zvečer, ko je načeloma uraden zaključek tega dogodka. Kaj pa tisti, ki se recimo lotevajo enega manjšega objekta, pa sta samo recimo 2-3 v skupini? Ja, vseeno od take manjše skupine ne moremo pričakovati toliko, da ene večje skupine, pa mogoče jim kako napako več odpustimo. Bomo videli, se že veselim končnih rezultatov. Midva se počasi približujejo Mariboru, tako da bomo tole nadaljevali na samem dogodku.
dobrodošli na Prosplat tudi v Mariboru in se zdaj nahajamo na Krekovi ulici 2, kjer so prostori Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Še celo prav sem si tole zapomnil. Z mano je pa Andrej Tibalt, ki je v bistvu vodja združenja CBIM in pa v bistvu glavni organizator najbrž tega dogodka, o katerem bomo govorili. Matevž, hvala za ta uvod, pa hvala seveda za to, da sta prišla z Robijem iz Ljubljane. Takšen dogodek dvodnevni si ne more lastiti samo en organizator, torej nas je seveda več, ki tukaj sodelujemo. Vsak je prispeval neko idejo in smo pravzaprav postavili na noge danes prvi bimatlon, ki je v teku, jutri pa pričakujemo še uspešno konferenco. Super, v bistvu tole se mi zdi kar en izmed prvih takšnih dogodkov v Sloveniji. Mislim, da, tako. Je pa pravzaprav rezultat vsega tega vrveža okoli te krilatice, ki ji pravimo BIM, in ker so pričakovanja mlajših generacij projektantov pa tudi študentov takšna, da pričakujejo, da se na tem področju nekaj dogaja, smo se pač odločili narediti danes tale bimatlon. Mislim, da so 3 ekipe, to je v bistvu načeloma tudi neki tekmovalni značaj, kjer se bo nekaj ocenjevalo in pogledalo, kako so skladni modeli, ki jih bo oni izdelali s tistimi kar nekimi tehničnimi zahtevami. Kaj se dejansko pričakuje, kaj je glavni namen sploh tega dogodka danes? Tako, tale BIM, deseterodboj bi lahko rekli bimatlon, ima dejansko tudi pridih tekmovalnosti. Razpisali smo celo nagrade za 3 ekipe. Je pa seveda izbira skupin v vsebinskem smislu, na kakšnem projektu bodo delali, pa njihova. Torej, ker sva, kot vem, oba tudi malo športnika, rekreativca, vemo, da je fajn v inženirstvu tudi kaj izmeriti, tudi rezultate enega takega BIM pristopa, in upam, da nam bo to tudi uspelo. Super, jaz mislim, da je to super za uvod v jutrišnjo konferenco, kjer ne bi bile pa te nagrade oziroma pač neki rezultati tudi predstavljene. Tako je, Jutri imamo pa kar nobel lokacijo, hotel ob Dravi v Mariboru, kjer pričakujemo, torej lahko povem, 100 udeležencev naše konference. In tam bodo potem v popoldenskem delu predstavljeni tudi rezultati današnjega bimatlona. Torej, naj povem, da so ekipe podvržene seveda budnim očesom strokovne komisije, ki ima celo 10 članov in je sestavljena iz mednarodnih strokovnjakov iz tega področja, ki bodo potem seveda podali ocene in vključno z jutrišnjo predstavitvijo na konferenci bomo potem seveda nekako izbrali prvo, drugo in tretjo uvrščeno ekipo. Andrej, najlepša hvala za pogovor in se vidimo jutri na konferenci spet. Vsekakor. Hvala lepa za to, da sta namenila pozornost tej oddaji BIM pogovori. Rade vole. Se vidimo. Ja. Pozdravljeni nazaj, v bistvu zdajle sem pa skupina Al-House. Upam, da sem si prav zapomnil, tako da pozdravljena. Se lahko nakrat predstavite, kdo sta, kaj boste naredila? Živjo, jaz sem Marko Šhavc. Jaz pa Mirza Salkić. Jaz prihajam iz privat sektorja, imam svojo firmo in uporabljam Malplan že kar nekaj časa. In sem se prijavil, tako se mi je zelo malo zanimivo, da se premika nekaj v tem BIM-u. Mislim, to je definitivno lepo slišati, da je nek privat sektor. Kaj pa tvoj kolega? Jaz pa sem zaposlen v slovenskem podjetju, delam pa za arhitekta v Gracu.
pač sodelujem z njim. Ok, to je dobra naveza v bistvu, ne. Predvsem moram reči, da sem presenečen, da pač prva skupina pa že uporablja nek program, ki skoraj še nisem ga videl v živo, ne. Ampak ne, malo se hecamo, ne, ampak kako se ta stvar odnese, kaj boste danes pripravili? Ja, danes bomo naredili en 3D model arhitekturo, hišo in zdaj dodatno še opremljena z hišno kanalizacijo, armaturo, statiko, če bo uspelo, in zunanjo ureditvijo. Ok. Da zaokrožimo ta Alhaus. Kolega bo, kaj si prej rekel, da boš naredil? On uporablja Alplan, jaz pa Arhicad uporabljam. In po bomo to kot IFC poskušali, da izvozimo, da združimo. Pač on bo izvozil iz Alplana, jaz pa bom v Arhicadu to odprli in poskušal narediti še strojne inštalacije znotri. Super, zdaj to definitivno je v tisti smeri, ne, open beama in gor in dol. Zdaj upamo samo, da bo ta IFC zdržal vse te, odvisno koliko detajlov ste noter dala, ne. Ja, to bo pa največ problem. Zdaj smo krat naleteli na neke stvari, ko so bile, ko IFC ni lih, ko smo izvozili z Alplana v Arhicad, je neki blesu, neke stvari, ko smo mogli zbrisati, recimo. Ja, pri teh stvarih je zmer tako, na koncu moraš probati pa videti, v bistvu, ampak vse najbrž je to tudi en izmed glavnih, recimo tudi takih stranskih produktov v bistvu tega, kar boste danes delali, tako da v živo to lahko sprobate, ne. Kaj pa sicer, jutri boste tudi na konferenci najbrž, ne? In kaj pričakujete od same konference oziroma tudi od samega bimatlona? Niti nisem še toliko študiral, kaj pričakujem. Pričakujem kakšno navezavo, kakšno novo poznanstvo, karkoli, kakšno se malo s tem obada in ga zanima, stvari ko mene. Ok, kaj pa ti? Ja, lepo je to, danes smo se pač, ker smo se prvič danes tudi videli pa spoznala, ne poznamo se drugače in sem že videl neke stvari, ker jaz z njim, kako on dela z Alplanom, tako da smo zdaj že neke stvari bolj vem, skupaj z njim bomo naredili dodatno. Ok, super. Baje Andrej obljubil, da bomo tako naredili malo daljši intervju po konferenci, tako da definitivno upam, da si boste vzeli čas in se bomo enkrat po Skypu slišali, pa še kakšno rekli. Za danes pa v bistvu hvala, da si vzela telih 5 minut, pa lepo dela naprej, ne? Zdaj pa gostimo drugo skupino, to je B-Team, kot sem si pravilno zapomnil, tako da se lahko v kratkih besedah predstavite, odkot prihajate. Jaz sem Matej Olzih, prihajam z Gornje Radgone, študiral sem gradbeništvo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Si zaključujem študij. Z BIM-om sem se začel ukvarjati kakšno leto pa pol nazaj v okviru projekta JABIM. A pa si bil tudi na prejšnji konferenci v Lendavi? Sem bil na konferenci, smo imeli predstavitev našega projekta lani tam. Zdaj pa smo se pravili na bimatlon, da malo stestiramo stvari, pa kako so kaj programe napredovali. Pa smo si zadali kar veliki cilj, imamo željo zmodelirati celotno enodružinsko hišo, tudi gradbene konstrukcije ter arhitekturo. Če bo pa čas ostal, pa še imamo nekaj v planu. Super, ti? Moje ime je Andrej Jovšovec, sem sošolec od Matevža Ziha, tako da prihajam iz iste fakultete, sem iz kraja Slovenska Bistrica. Drugače moja funkcija tukaj ali pa tudi skupaj smo prisostvovali leto pol nazaj pri projektu JABIM, tudi tam smo skupaj v ekipi in imela konferenco na to predavanje o našem projektu. Drugače pa tukaj pri ekipi moja naloga je kot pripraviti gradbene konstrukcije, torej modelirati armaturo, pa terminski plan in še 4D plan zraven.
nekako v našem projektu. Okay, hvala. Ja, zadnji član. Jaz sem Beno Rožman, prihajam z okolice Radencev. Študiram na isti fakulteti kot Nidva, na FGPA in sicer arhitekturo. Funkcija. Moja funkcija je v bistvu prvo zasnova samega objekta, izgled objekta, torej naslednja faza je zasnovati okolico v 3D modelu okolice, potem Mislim, da je že to dovolj za en dan, bi bilo že to najbrž čist dosti. Inštalacije, renderje, zunaj interjerja in eksterjerja in oblikovan, kako se reče, notranje oprema. Notranje oprema, kaj je notranje. Ok, skratka, celovit pristop, ne? Kjer program uporabljate, če sem vprašal? Arhicad? Jaz Arhicad. Altplan. Za arhitekturo uporabljamo Altplan in Arhicad, potem za statiko bomo uporabljali SCIO, potem za terminski plan in za 4D pa je Asta Project. Pa uporabljamo pa v bistvu, izmenjujemo si podatke prek BIM Plus servera, to je BIM strežnik od Altplan. Nemeček. V bistvu kontroliramo pa tudi IFC datoteka v programu Solibre. Lepo. Nimate nobenih težav z izmenjavami podatkov, kot smo se prej pogovarjali? Zaenkrat še ne, pa v bistvu... Smo že nekaj časa delali v bistvu med Revitom, Arhicadom, Altplanom, že leto pol nazaj. V bistvu vemo, kje so v bistvu težave med programi, ker sam IFC mi v bistvu že upravljamo od druge verzije naprej, da vsako verzijo je malo boljše, ampak vse pa so, vedno so neke napake not, ki jih moraš pol v beležnici popravljati. V beležnici je treba popravljati, sem to prav slišal, to je tist, ki se reče po angliški notepad, kaj? Točno to. IFC datoteka, ki se beležnici. IFC datoteka lahko pride z notepadom in potem lahko v bistvu ti tam assemblije pa spreminjaš v bistvu. Če smo malo skeptični, to pomeni, da en navaden smrtnik ne more tega še uporabljati. Ne vem, če so glih navadni smrtniki glih tako na ti z beležnico. Ni tako preprosto, kot se na začetku zdi, da v neka dela v bistvu moraš vložiti. Verjamem pa, da je to v bistvu stremi k temu, da bo to enkrat vsem dostopno. Beležnice so mi bolj kakšne hrošče popravljali, kakšne napake v izvodu. To je verjamem, da je tudi v bistvu en izmed tako stranskih produktov v bistvu tega bimatlona, da se pač vidi, kaj dela dejansko, če moraš nekaj hiter narediti. Takrat, ko imaš čas, 4 mesece študirati, kaj boš naredil, v bistvu je drugo. Kaj pa sicer, kaj od tega bimatlona pričakujete? Kakšna želja? Služba na koncu. Tudi iščemo. Želja je, da naše cilje izpolnimo tukaj, da se pravi, da čim več naredimo oziroma vse, kaj smo se zadali. Pa potem, da se v nekaj dobri luči pokažemo tudi podjetjem, pa vsem podjetjem, ki si moče želijo pristopiti k BIM-u, da lahko vidijo, da če študenti zmoremo, da lahko podjetje neko veliko, ko ima večjo infrastrukturo, večji denar, lahko še moče kaj več naredi, pa več ljudi. Radi bi pokazali, da se da v enem dnevu z BIM-om marsikaj narediti, ker dostikrat so bili ljudje skeptični ravno to, da za BIM rabiš več časa. Samo v bistvu pa ni to tako. So pač neke zadeve, več moraš znati, ampak se da hitro narediti. Zdaj pa še arhitekta nekaj vprašal, v bistvu, kaj pa ta pregovorna tekmovalnost oziroma ne soglasja med arhitekti in gradbeniki, kako pa to pri vas deluje? A gre? Gre, brez problema. Hvala za pogovor in veliko uspeha še do konca bimatlona in naprej, jasno. Tukaj sem z vodjo zadnje tretje ekipe na tem bimatlonu,
ekipa je BIM-Track. Pozdravljen. Lep pozdrav. Lahko v enih parih stavkih predstaviš sebe najprej kot vodja in potem jasno tudi so skupina in poveš, kako ste se sploh zbrali in vas je zelo veliko. Res je. Torej, da najprej predstavim, smo skupina BIM-Track, v bistvu po BIM steza skozi BIM vesolje, to je naš slogan. Ekipo sestavlja 10 članov, torej jaz kot vodja Zoran Pučka, potem je sodelavka Nataša Šuman, ki sva zaposlena na fakulteti. Imamo sodelujočih 5 študentov, od tega sta 2 smer konstrukcije, 3 so smer infrastruktura in imamo 2 vključeni podjetji, to sta podjetji Hermes, ki se ukvarja z izdelavo programske opreme in zadnja njihova verzija ForBuild omogoča tudi BIM podporo. Drugo podjetje je Klimada Max, ki se ukvarja z strojnimi inštalacijami. In seveda, ker vsi želimo iti po teh stezah BIM-a v prihodnost, ker to vemo, da je prihodnost, oziroma BIM je že tukaj, smo se odločili, dajmo združiti moči in se podati v raziskavo. Začeli smo nekako tako, najprej smo imeli uvodni sestanek, kjer smo dorekli, kaj je naša vizija. Priznam sedaj, da smo si zastavili zelo velike cilje, torej kar dosti posameznih področij, trudimo se sedaj seveda vsako izpolniti in cilj je, da na koncu združimo vse te informacije v celovit informacijski sistem tega našega objekta. No in ta objekt je kaj? Kakšne par informacij o tem? Tako, torej izbrali smo si večnamensko športno dvorano, kjer smo seveda v prvi vrsti oblikovali 3D informacijski model. Potem smo iskali primerno lokacijo, odločili smo se, da bo to v občini Lendava, kjer seveda smo našli primerno lokacijo, blizu osnovne šole, je dovolj bilo prostora. Na to pa smo se lotili po vseh zanimivih področjih iskati vse informacije z namenom, da zberemo kot celoto. Začeli smo iskati informacije o prostoru, torej parceli, oblikovanje terena, infrastrukturna ureditev te parcele. Tu smo tudi ugotovili, da ni zapisov o obstoječi infrastrukturi, tako da smo podaljšali naš projekt še v fazo 2, torej izdelava kanalizacije, vodovoda in ostalih infrastrukturnih segmentov z podaljškom do osnovne šole. Potem seveda smo dorekli, kdo bo skrbel za osnovni 3D model in integracijo preko IFC formata iz različnih področij obravnave. Za ta objekt smo se lotili tako statične analize kot arhitekturne zasnove. Željo imamo izdelati tudi kompletni 4D BIM model, kar pomeni geometrija plus čas, in pa tudi dobiti podatke o stroških, torej PD BIM model. To je v bistvu to, kar so merodajne podatki. Kako je pa s programi, kjere programe uporabljate in predvsem, kako je to izmenjava, v bistvu pač toliko strok združiti in v to kratkem času, kako je to? Ta zadeva teče ali v bistvu skratka IFC izpolnil svojo vlogo ali zadeva šepa na kakšnih koncih? Prav zanimivo je raziskovati, torej na kateri stopnji je sedaj ta združljivost, ker uporabljali smo pa res veliko različne programske opreme. Za enkrat izkušnje okrog IFC-ja so zadovoljive, ne bom rekel odlične, ker tu pa tam še recimo kakšna zadeva zmanjka ali pa se konvergira v neko obliko, ki ni berljiva. Moram pa reči, da je bistveno bolj stabilno kot recimo prejšnje verzije tega IFC-ja, tudi kompatibilnost programske opreme, ki smo uporabljali, je čedalje na višjem nivoju. Kjere programe to uporabljate? Kot osnovni modelirnik smo se odločili za Revit, verzije 2.17, potem Robot, isto od Autodeska, za generiranje terena Civil 3D, za strojne inštalacije Plancal Nova od podjetja Trimble, ForBuild, kot prej omenjeno, od podjetja Hermes, ki pa seveda kot podlogo uporablja ArchiCAD-ovo podlogo, torej template za verzijo 20, tako da tu še imamo zdaj ta dodatni izziv.
In pa za projektni management uporabljamo Vico Office verzije 5.2, prav tako od podjetja Trimble. To so zdaj osnovni programčki. Pa ne bo še cel kup enih zraven za zmodelirati in za pogledati in tako naprej. Kako je pa s končnim modelom? Bo to shranjeno na nekem serverju ali je to kako drugače? Tako, torej to vmesno delovno verzijo seveda smo že z Solibri Viewerom pa tekla BIM site, pogledali IFC strukturo. Naložili smo tudi na BIM server ta ustrezni IFC format, ga malo pregledali in moramo reči, smo kar zadovoljivi. Ni bilo nekih strašnih konfliktov in zdaj samo zadnjo verzijo še želimo spraviti na BIM server. Lepo. Lahko za konec v bistvu še eno tako čist mogoče vprašanje. Kaj pričakujete v bistvu od tega BIM-atlona oziroma najbrž boste jutri tudi na konferenci? Kakšno so pričakovanja okoli tega? V bistvu demonstrirati, da z voljo in angažiranostjo se da združiti moči, kar je osnovni princip delovanja BIM, torej združiti vse udeležence pri gradbenih projektih z vseh področji delovanja in ustvariti celoto, torej zaključen BIM model. Super, hvala za pogovor, veliko uspeha še naprej in se vidimo jutri na konferenci. Adijo. Hvala, adijo. Na BIM-atlonu. Robi, kakšni so prvi vtisi? Prvi vtisi so vse tri skupine bojo očitno predstavljale kar zanimive rezultate. Skupine so malo neenakomerne, tako da je zaenkrat težko primerjati njihove rezultate. Mogoče bom jutri imel drugačen vtis, ampak danes je bil tak, da niso bili primerljivi. Drugače pa moram reči, da sem bil kar prijetno presenečen nad delom, ki so ga opravili do takrat, ko sem videl šla iz Maribora. Tako da upam, da bojo v takem tempu nadaljevali, ker potem bojo res rezultati taki zelo prezentabilni. Pa tvoje vtisi? Mene je presenetil v bistvu, da so se tega dejansko lotili tako po BIM-ovsko bi človek rekel, kjer so uporabljali različne programe in niso hodili obirati nekih bližnjic. Dejansko so in omenili v prejšnjih intervjujih kakšne težave, ki so jih imeli, pa kako so jih rešili. Tako da je zelo zanimivo v bistvu in se strinjam s tabo. V bistvu skupine niso ravno primerljive, ampak mogoče to za prvi tak BIM-atlon niti ni najbolj pomembno. Važno je, da so se zbrali skupaj, da so se predstavili oziroma da se bodo predstavili in v bistvu predvsem nabrali novih izkušenj in te v bistvu delili naprej. Tudi jaz sem zelo vesel, da niso obirali bližnjic in da so poskušali zajeti dejansko situacijo, do katere lahko pride tudi v praksi. Večina jih uporablja program Allplan. Spet eno presenečenje in to bo najin prejšnji gost, vesel, če bo poslušal to epizodo. Zelo veliko uporabljajo oziroma ga dopolnjujejo z ArchiCAD-om, kar je spet pričakovano do neke mere. Revit sem pa zasledil samo v eni skupini, tako da bo tudi z tega vidika bojo rezultati zelo zanimivi, pa morda njihove izkušnje, do kakšnih spoznanj so prišli. Tole je bilo prvo tako javljanje BIM pogovorov z neke konference oziroma dogodka. Upam, da bomo v prihodnosti z Robijem še kaj takega naredila. Za danes je pa to vse. Adijo. Adijo.